hvala dr. Radivojevič in dr. Ilić. Se pravi, glede na to, da dr. Hrvoje Petrič prihaja jutri na inštitut, je ta referat pomeni tudi zaključek prvega panela. Se pravi, videli smo oziroma spoznali smo fenomen tako imenovanih kamnov lakote, ki jih vidim kot, če tako malo rečem, neke časovne kapsule, ki so ponovno postale aktualne v času klimatskih sprememb, ki jih doživljamo. In na drugi strani en svet, ki mogoče je nam odmaknjen in je sedaj priložnost, da nam je prišel blizu. To je Kraljevina Srbije oziroma Kneževina Srbija, kjer so se prav tako ukvarjali s problemom suše zaradi različnih klimatskih tipov v okviru Kneževine Srbije. Suše so imele bolj lokalni karakter, niso bile, bom rekla, sistemsko obravnavane, ker jih pač državni sistem ni smatral kot nek velik problem, ampak bolj so bile v ospredju poplave. Tako da bi bila recimo zanimiva primerjava, nek članek, dogajanje 19. stoletje v problematiki suš, torej na območju Avstro-Ogrske in na območju, bom rekla, Kneževine Srbije, glede na to, da za slovenski prostor, vsaj moj prvi vtis glede 19. stoletja, čeprav se s tem obdobjem ne ukvarjam, je, da je mogoče pride do nekih konkretnih virov. Zdaj pa vabim poslušalce k vprašanjem za naše referente. Ja, gospod? Jaz bom imela vprašanje na ta prvi prispevek o kamnih lakote. Omenjeno je bilo, koliko teh kamnov je pač na področju Nemčije in pa Avstro-Ogrske. A so na to temo izdali mogoče kakšno publikacijo, monografijo, kaj podobnega, ali to ostaja pač v nekih arhivskih virih? Lahko prideš tukaj, pa boš povedal. Ja, se pravi, ti sušni leti 2018 in 2022 je bilo priložnost za raziskovalce, da so začeli dokumentirati, in so tudi neki 3D posnetki. Tako da ene pa obstaja kar natančnih člankov na to temo, ampak vsi pa so nekako prostorsko zamejeni. Tako da posamezni segmenti so dobro dokumentirani, ni pa neka celovita študija, da bi nekdo poskusil vse to našteti, pa še ni. Sem tudi stopil v kontakt z enimi raziskovalci iz Češke, pa sem jih vprašal, če še kaj vejo za kakšen drugi prostor, pa niso poznali zadev. Tako da neke lokalne študije so, in če bi se to združilo, verjetno bi lahko marsikaj pokrili, ampak da bi bil nek skupinski trud, nek srednjeevropski, to pa mislim, da ga še ni bilo. Jaz bi imela pa vprašanje za dr. Radivojeviča, dr. Ilića. Se slišimo? Robert? Čujemo se. Samo sem želela tako pitati, da li postoji neka primerjalna analiza, što se tiče prirodnih nesreč, Srbija i ta austro-ugrski prostor, znači 19. stoljeće, početak 20. stoljeća? Ne, što se tiče, dakle, analize uporedne ne postoji ni jedna studija. Dakle, u srpskoj historiografiji imamo samo dva rada posvećena poplavama. Ima jedan rad koji su napisali kolege sa Istorijskog instituta Popović i Vuletić, koji se bavi regulacijom Drinske i Savske obale na prostoru, da kažemo, to je severozapadne Srbije, i oni u tom radu se dotiču samo na koji način je bila obala Save regulisana na prostoru Habsburške monarhije, odnosno tada već Austro-Ugarske.
Ja bih dodao da pored toga postoji jedan rad, pored ova dva, koji se tiče prirodne sredine, to je članak naše koleginice Marije Kralj o seči šuma, o deforestaciji. I to je otprilike sve od ekološke istorije ili istorije životne sredine. Hvala. V redu, jaz bi potem, če ni več vprašanj, zaključila ta naš prvi panel. Vabim vas na kavo in sicer bomo mi ponovno se srečali tukaj ob 12. Malo smo, bom rekla, vse hitreje, zato ker se nam bo dr. Hrvoje Petrič pridružil jutri. Još jedan put, dr. Radivojević, dr. Ilić, hvala vam na toj prezentaciji. Hvala vama na pozivu.